Kulturna panorama. Največ pozornosti bo danes namenjene festivalu Dnevi poezije in vina, ki v organizaciji Beletrine poteka na Ptuju in v drugih krajih po Sloveniji. Na njem tudi letos sodeluje vrsta uglednih pesniških imen. Napovedali bomo festival sodobnega gledališča Mladi levi, ki ga prireja zavod Bunker in se nocoj začenja v Ljubljani. Poročali bomo o 15. mednarodnem prevajalskem seminarju slovenske književnosti in se poučili o fotografski razstavi Stanka Oražem s fotoaparatom od Galicije do Tirolske 1914-1918 v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Ljubljani. Spomnili bomo tudi, da se v galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki končuje pregledna razstava Iva Prančiča. Kulturno panoramo pripravljamo v uredništvu za kulturo 3. programa Ars. Z glasbo jo opremlja Tina Ogrin, za mešalno mizo je danes Vjekoslav Mikes, pred mikrofonom pa Staša Grahek. Mednarodni pesniško-vinarski festival Dnevi poezije in vina letos poteka že 29. Najprej so ga prirejali v Medani, zdaj se že nekaj let odvija na Ptuju in številnih drugih krajih po Sloveniji. Od leta 2017 je pomemben del festivala Odprto pismo Evropi, kritičen razmislek ugledne pesnice ali pesnika, ki ga prejmejo poslanci Evropskega parlamenta ter člani Sveta Evrope in Evropske komisije, objavijo pa ga številni ugledni evropski mediji. Letos ga je napisal Gojko Božović iz Srbije, pesnik, esejist, literarni kritik in urednik. Objavil je več pesniških zbirk, njegove pesmi so prevedene v tuje jezike, prejel je več domačih in mednarodnih nagrad, je ustanovitelj založbe Arhipelag in založnik ter ustanovitelj Beograjskega festivala evropske književnosti. Z njim se je pogovarjala Irena Kodrič-Cizeral in za oddajo izluščila nekaj razmislekov. Božović čuti, da je svoje besedilo napisal z roba Evrope, njeno ključno krizo in krizo sodobnega sveta nasplošno pa da je treba poimenovati s pravim imenom – kriza smisla. Postoji naravno ta famozna opsednutost idejom razvoja, beskrajnog razvoja, koji nas tera da iz dana v dan, iz meseca. Obsedeni smo z idejo neskončne rasti, ki nas sili v nenehno dokazovanje vsaj statističnega napredovanja. Obsedeni smo tudi z idejo brezmejne rasti in strahom, da bodo brez nje nazadovali gospodarstvo, industrija, proizvodnja. In potem še z uspehom. Ljudje danes ne želijo biti ugledni, sposobni, zaupanja vredni, vrhunski pri svojem delu, zanesljivi in iskreni. Danes uspeh merimo s številkami, kar ni tako merljivo, ni pomembno. Povprečnemu Evropejcu se zdi, da ga vsi prehitevajo, da so vsi uspešnejši od njega, da kažejo boljše rezultate. Povprečnemu Evropejcu pa, če izvzamemo nekatere družbe na robu Evrope in v primerjavi s člani njegove družine, zgodovinsko gledano ni šlo nikoli bolje. Deležen je osebnega in infrastrukturnega razkošja, tehnologije, znanja, izobraževanja, zdravljenja, socialnega in kulturnega življenja. Nekoč vse to ni bilo na tej ravni dostopno niti premožnim. Povprečni Evropejec je zelo zaskrbljen in nezadovoljen ter globoko nesrečen kljub statističnim uspehom. Kaj nam torej lahko da smisel? Ekonomski rezultati očitno ne, saj v duhu neskončnega razvoja nismo nikoli zadovoljni in se nam zdi, da smo v zaostanku. Smisel pa je tisti, ki izpolnjuje človeško življenje, ga usmerja, mu daje moč in tolažbo, je varen pristan v negotovosti sodobnega sveta. Če ga človek najde, mu druge stvari niso tako pomembne ali pa takrat dobijo svoj pravi značaj, če se torej počuti varnega, izpolnjenega in prepozna svoj namen. Osjeća sigurno, ispunjeno i ukoliko prepozna i zna svrhu svoga života.
Sogovornik pove, da so okoliščine, v katerih živi in je pisal ta esej, takšne, da se počuti, da ga je napisal z roba Evrope. Balkan je njen del in temu dejstvu Evropa ne more ubežati in za njeno prihodnost je ključno, da v vseh ozirih vključi tudi svoj jugovzhodni del. Evropa se sooča z nizom negotovosti in porazov in ne zna obuditi velike zgodbe in svojega značaja. Ni nujno, da je ključna za globalno industrijo in trgovino, je pa prostor kulture, demokracije in urejenega vsakdana. I ta tri elementa meni se čini da tvore... Ti tri elementi tvorijo vsaj tri velike zgodbe, ki bi jih Evropa morala predstaviti drugim kot svoj temelj, s katerega komunicira z drugimi. Menim, da bi jo tako drugi bolj upoštevali in morala bi se bolj zavedati svojih prednosti in možnosti, kot pa se jih v tem trenutku. Gojko Božović doživlja Slovenijo kot eno izmed držav z občutkom za poezijo, kot državo, kjer v knjigarnah ni videti le prodajnih uspešnic, tako imenovanih bestsellerjev, ampak tudi pesniške zbirke avtorjev različnih generacij. Opaža tudi, da je lik pesnika v slovenski družbi zelo navzoč in razmišlja. A poezija nam je važna ne samo kao način, kao jedan naročit model govora. Poezija je pomembna ne le kot poseben model govora, razvijanja in razumevanja resničnosti. Je tudi način za razvijanje, ohranjanje in nenehno osveževanje jezika. To se pozablja. Potiskanje kulture na obrobje pa je globalni proces in včasih tudi zelo radikalen, z marginalizacijo poezije in posledično siromašenjem jezika. Jezik sodobnega govorca je omejen na emotikone, na majhen izbor besed. Poezija pa bolj kot katerikoli žanr, disciplina ali veščina soustvarja jezik. Z njo razvijamo jezikovno domišljijo in pomaga, da v pravem trenutku uporabimo prave besede. Slovenija je v tem smislu odnosa do poezije lepa in upadljiva izjema. V tem vidim pomembno razumevanje kulture in pri tem ima poezija častno mesto. To je važno, a v okviru tog razumevanja kulture poezija, bih rekao, ima počasno mesto. Kako je v Srbiji? U Srbiji je dosta drugačije. Srbija se tu više uklapa u ove globalne trendove. Precej drugače. Smo del globalnega trenda marginalizacije kulture in to se kaže tudi v politično-družbenih problemih zadnjih let. V Srbiji so kulturno skupnost označili za nasprotnika avtoritarne politične oblasti. Prava nrav kulture je destabilizirati družbo, biti mora kritična platforma. Kultura, ki ni kritična, ki ne preizprašuje, ki ni sumničava, ni ne prava in ne velika kultura. Zato jo pogosto doživljajo kot sovražnika, nasprotnika in moteči dejavnik. Poezija pa je, kot pogosto tudi drugod, potisnjena ob rob. Edini javno navzoč žanr je roman. Ta romanocentrizem, namreč da je književnost zgolj roman, je globalen pojav. Pri nas je veliko manj književnih festivalov. Odnos države do kulture je v najboljšem primeru zadržan, v najslabšem pa izvaja ekonomski pritisk. Povprečen bralec pa bo redko segel po poeziji. Ta je v javnem prostoru redko navzoča, izdajajo vse manj založnikov in tudi na policah knjigarn je vse manj pesnikov, ne le sodobnih, tudi klasičnih. Polica mogu naći pesničkih knjiga, ne samo savremenih, nego i klasičnih pesnika. Častna gostja letošnjega festivala Dnevi poezije in vina v Ljubljani in na Ptuju je tudi Gioconda Belli, nikaragovska pesnica, pisateljica in dolgoletna aktivistka. Konec 60-ih se je še kot mlado dekle pridružila sandinistom, pozneje zasedala politične položaje v revolucionarni vladi. Kot pesnica je nase prvič opozorila leta 1972 z zbirko Na travi, pozneje pa napisala še številne romane, med njimi feministično utopijo Dežela žensk. Njena dela so prevedena v več kot 20 jezikov. V Sloveniji lahko njene pesmi beremo v prevodu Sare Virk, zbirko Medeni škandal in nov izbor njenih pesmi Ognjeno drevo.
Drevo, ki je s svojimi oranžno-rdečimi cvetovi videti, kot da gori, a zato potrebuje nekaj let. V njenih pesmih nastopa kot simbol življenjske moči in vztrajnosti, a tudi ženskega prebujenja. Gioconda Belli namreč v svojih delih prepleta erotično in politično, ljubezen in upor, žensko telo pa postavlja v središče literarnega izraza kot prostor užitka, upanja in boja. Pred mikrofon jo je povabila Tina Poglajen. Bueno, porque nosotros hemos vivido vidas en que el que nos validaba era el hombre. Dolgo smo živele življenja, ko nas je potrjeval moški. Moška potrditev je bila tista, ki je ženskam dajala vrednost. Pred kratkim sem gledala serijo Pozlačena doba. Neverjetno je, kako so se te ženske želele le poročiti, ker jim je vrednost dajal mož. To je bilo dolgo časa povsem normalno. Zato je bil moški pogled pomemben. Pomemben pa je tudi zato, ker smo spolna bitja. Če si heteroseksualna ženska, je moški pogled pomemben. Če si homoseksualen, je pomemben ženski ali moški pogled. Gre za eros, za poželenje. Ne gre toliko za pogled spola, ampak za senzualni, poželjivi pogled. In kako lahko po njenem erotika prispeva k opolnomočenju? Bueno, en mi concepción de lo erótico es eros y thanatos, son las dos fuerzas. V mojem razumevanju erotike sta to eros in thanatos, dve nasprotni sili, smrt in življenje. Brez erosa ne bi imeli življenja. Eros predstavlja življenjsko silo, plodnost, rojstvo, vse, kar daje življenje. Religije so poskušale to izkušnjo potlačiti. Erotika pa je politična, ker mislim, da je povezana s potrebo po lepoti, ljubezni, sreči in to je tudi politično. Če politične okoliščine preprečujejo, da bi se kot človek lahko uresničil, da bi imel srečo, ljubezen, eros, se človek temu upre. Težko je biti srečen, kadar je toliko ljudi okoli tebe nesrečnih. Ser feliz cuando hay tanta gente infeliz alrededor. Zaradi politično obarvanega pisanja in kritičnosti do vlade Daniela Ortege so Giocondi Belli odzeli nikaragovsko državljanstvo. Zdaj živi v izgnanstvu v Madridu. Kako danes gleda na revolucijo, pri kateri je sodelovala, kot na zgodbo o upanju, razočaranju ali obojem? De ambas cosas. Yo creo que fue una gran esperanza y creó mucha esperanza en América Latina. Obojem. Mislim, da je revolucija predstavljala veliko upanje, da je ogromno upanja vzbudila v Latinski Ameriki in v mnogih ljudeh. Tudi v Evropi je bilo veliko ljudi, ki so prišli v Nikaragvo, ker je bila to posebna, simpatična revolucija mladih ljudi. A kmalu po zmagi revolucije smo se znašli v vojni. Danes imamo revolucionarja, v narekovajih, ki je postal tiran. To je zelo težko. A verjamem, da so zgodovinski procesi dolgi. Radi bi, da se vsi naši ideali uresničijo v našem življenju. A to ni vedno mogoče. Imela sem srečo, da sem nekatere od svojih sanj uresničila, a ne bom doživela uresničitve vseh. To pa ne pomeni, da ne bom še naprej sanjala. Na dnevih poezije in vina na Ptuju se je letos kot častni gost predstavil tudi makedonski pesnik Nikola Madžirov. Ob tem je pri založbi Beletrina išla tudi njegova pesniška zbirka Šestilo časa z izborom njegove poezije, nekaj novimi pesmimi in eseji v prevodu na Mitesu Bioto. Motivi časa, prostora, razpok in senc ter spajanje narave in mest, za katere se zdi, da lebdijo v brezčasju, so značilnosti poezije pesnika, ki ga pri ustvarjanju navdušuje predvsem prazen prostor. Nikola Madžirova je pred mikrofon povabila Ana Lorger. When I was a child, you used to play these puzzles like in our hands. Ko sem bil otrok, smo se veliko igrali s sestavljankami, ki si jih lahko držal v rokah in ki so vedno vsebovale prazen prostorček, da si lahko premikal ostale dele te igrače. Zame je bil ta prazen prostor magičen, saj je omogočal gibanje. In tako sem postal obseden s praznino in odsotnostjo stvari, z odsotnostjo, ki potrjuje prisotnost. Menim, da je praznina prvi pogoj za gibanje.
Tudi nomadi so, na primer, skozi zgodovino iskali prazen prostor. Prostor, kjer pred njimi ni bilo nikogar, kjer, na primer, še ni bilo nabranega lesa za kurjavo, saj so želeli začeti stvari na novo. Da bi stvari začeli od začetka, ne potrebujemo izmerjenega časa ali označenega prostora, kot ga imamo dandanes na zemljevidih. In tako začnemo iskati neimenovane prostore, mesta, neodkrita ozvezdja na nebu. Torej, začetek mojega razmišljanja je zame bil tesno povezan s prostorom, ki se ga ne da izmeriti. To space, but space that cannot be measured. Kalafe Palanga, angolsko-portugalski glasbenik, pesnik, prozaist in kolumnist, je pozornost literarne javnosti pritegnil s svojim romanom Tudi belci znajo plesati, ki ga je opredelil kot glasbeni roman. Izhodišče za pisanje je našel v kuduru, angolskem glasbenem žanru in tipičnem plesu, ki ga spremlja. Želel je napisati biografijo kudura. S Kalafome Palango se je pogovarjala Maja Žvokelj. Nessa altura, né? Eu senti que a minha história, a minha relação com o kuduro. Čeprav nisem zelo nadarjen glasbenik in ne plešem posebej dobro, sem v tistem obdobju čutil, da sta moja zgodba in odnos s kudurom zanimiva. Zanimivo mi je bilo opazovati sebe v odnosu do te glasbe kudura. To, kako sem prišel do nje, kako me je navdihnila, motivirala. Iz tega razloga sem se preobrazil v lik v enega od 3 pripovedovalcev zgodbe v romanu. Vzel sem svojo biografijo oziroma del nje in ji dodal malce fikcije. V resničnosti se ni zgodilo vse tako kot v romanu. Skratka, čutil sem, da nekdo kot jaz, ki ljubi poezijo, ki ga zanima književnost, ki spada v srednji razred in živi v Evropi, prvenstveno ne bi bil povezan s to glasbo. Kuduro je namreč nekaj surovega, nekaj, kar prihaja iz ulic predmestij Luande. In zdelo se mi je zanimivo, kako bi ljudje gledali na kuduro, če bi o njem pripovedoval nekdo kot jaz. Pela voz de uma pessoa como eu. Kalafe Palanga je sicer ustanovni član izjemno uspešne glasbene skupine Buraka Som Sistema, ki je na neki način modernizirala žanr kudura in ga ponesla na svetovne odre. Ob glasbi pa pogosto piše tudi o Angoli, državi, v kateri se je rodil in iz katere je zaradi državljanske vojne zbežal na Portugalsko, pozneje se je preselil v Nemčijo. Angolci so moja najljubša tema, je vers, ki ga lahko preberemo v pesmi Umivanje s piskrom. Tudi sicer iz pesmi, ki jih je ob njegovem gostovanju na dnevih poezije in vina poslovenila Barbara Juršič, zelo čutimo Angolo, ne čutimo pa denimo Lizbone ali Berlina, kjer živi zdaj. Kalafe Palanga. Eu sinto que se conhece muito pouco de Angola, então Občutek imam, da se o Angoli ve zelo malo in ker imam ta privilegij, da objavljam, kar napišem, čutim, da moram zgodbe iz Angole prinesti v svet in jih deliti s svetom. Kraj, odkoder prihajam, je namreč zelo poseben. Pomembno je, da se ljudje spoznamo med sabo in da vemo, kaj se dogaja v vsakem kotičku sveta. Človeška izkušnja je bogata, ko je pluralna, kaj ne? Ko lahko zaobjame druge kulture, nazore, druge načine dojemanja, gledanja na svet. Vsak posameznik ima neko svojo resnico. Nekdo v Aziji na poseben način gleda na življenje, vodi poseben in občutljiv odnos z vesoljem, na primer. In dostop do tega nam lahko ponudi glasba, film ali književnost. Velik privilegij kulture in umetnosti je, da ponudi možnosti dostopanja kar največjemu številu ljudi do dojemanj, ki so tako različna in tako posebna. Mlada srbska pesnica Radmila Petrović je leta 2020 zaslovila zbirko Moja mama ve, kaj se dogaja v mestih. V Srbiji so prodali več kot 12.000 izvodov, prevedena je bila v več evropskih jezikov. Letos jo je v prevodu Natalija Milovanović izdala tudi Cankarjeva založba. Rdeča nit pesmi Radmile Petrović so položaj ženske v patriarhalni družbi in različne oblike nasilja, ki ga v njej doživlja.
O tem je Urški Savić med drugim povedala. Zbirka Moja mama zna šta se dešava u gradovima objavljena prije 5 godina. To je za mene sad daleka prošlost. A za mene je daleka prošlost i moja nova zbirka koja je objavljena prije 2,5 meseca. Zbirka Moja mama ve, kaj se dogaja v mestih, je išla pred 5 leti. Danes se mi to zdi že oddaljena preteklost. Pravzaprav se mi zdi daleč tudi moja nova knjiga, ki je išla le pred 2 mesecema in pol. Ko je delovni proces dolg, se ob izidu zdi, kot da je napisano že stvar preteklosti. Knjiga Moja mama ve, kaj se dogaja v mestih, mi ni ravno pomagala pri pisanju novega dela. V nekem obdobju sem jo celo doživljala kot sovražno. Šele zdaj sva spet postali prijateljici. Takrat, ko sem jo pisala, sem potrebovala veliko poguma. Prav ta zbirka mi je odprla vrata v umetniški svet, omogočila, da živim od poezije ter spoznavam druge avtorje in avtorice, in zato sem jih hvaležna. Polovica knjige je nastala tako, da sem kot študentka ekonomije hodila na delavnice pisanja. Na fakulteti mi je bilo dolg čas, nisem imela prave družbe. Med študenti ekonomije nisem našla ljudi z dušo. Ko pa sem se pridružila delavnicam pisanja, sem našla svoje ljudi. Naš mentor je bil Zvonko Karanović, pesnik, ki je pozneje postal moj prvi založnik. Še preden sem diplomirala, mi je predlagal, da bi moje pesmi izdal, saj je ravno ustanovil založbo Enklava. Jaz pa sem mu rekla, ne morem, jaz sem ekonomistka. Še vedno sem se oklepala sanj, da bom poslovna ženska. Vseeno sem se odločila, da zbirko dokončam po diplomi. Polovica pesmi je torej že obstajala, pri drugi polovici pa sem se morala vprašati, kaj pravzaprav želim povedati in kaj je tisto, kar bi sama kot deklica rada slišala, pa nisem imela kje. Kot otrok sem zelo hitro začutila, da je ženskost obarvana kot nekaj drugorazrednega. Dekleta to dojamemo že pri 3-4 letih. Vidimo, da imajo fantje več privilegijev, ki se začnejo z dejstvom, da se njihovih rojstev starši bolj veselijo. Sama sem zavračala vse, kar je bilo označeno kot žensko, saj v drugorazrednost nisem hotela privoliti. Morda se ta odpor vleče še danes, toda zdaj razumem, da problem ni v meni, temveč v tem, da so predstavo o ženskosti oblikovali moški. Če se ne ličim ali ne nosim oblek, to še ne pomeni, da nisem ženstvena. Pomeni le, da ne ustrezam standardom, ki so jih določili oni. Samo da nisem ženstvena po nekim standardima, koji su odredili muškarci. Nocoj ob 20. si bo v Lutkovnem gledališču Ljubljana že mogoče ogledati prvo predstavo 28. mednarodnega festivala Mladi levi. To bo smrdljivi koncert na 4 tacah, s katerim bosta italijanska umetnika Alice in Davide Sinigallia kritizirala opustošenje mest, ki ga prinaša turizem. Več o nadaljevanju pa Ana Lorgar. Danes v prostori stare mestne elektrarne na Slomškovi ulici že festivalsko obarvani. Po smrdljivem koncertu na 4 tacah se bo s predstavo Je radost predstavil še mladi slovenski ustvarjalec Aljoša Lovrič Krapeš. Dogajanje se bo nadaljevalo z otvoritveno zabavo. Festival letos gosti številne mlajše ustvarjalke in ustvarjalce in tako na različne načine tematizira prihodnost. Alma Selimović, direktorica zavoda Bunker, ki vsako leto organizira festival Mladi levi. Ne samo v smislu estetik ali pa žanrov ali pa nekih novih umetniških prebojev, ampak tudi nekih tem, ki poosebljajo duha časa. Ker pa živimo v svetu, kjer se nobena kriza ne reši, ampak se sam perpetuira, pa se tudi teme konstantno ponavljajo, kot naprimer 28 let nagovarjamo prostorsko problematiko, vsa leta se ukvarjamo s krizami, naj bojo ekološke, naj bojo druge bivanjske krize ali pa vojne in konflikti in se nam zdi, da je lep pogled nazaj. Se nam pa zdi, da se s temo prihodnosti mogoče prihajajoče generacije ne ukvarjajo več deklarativno, eksplicitno, manifestno, kot v nekem spopadu, klešu, predlogu konkretnih akcij, ampak da se mogoče teme dotikajo bolj skozi neka občutja, grajenje skupnosti, začasnih skupnosti, poskusom špekulacij, kaj sploh so možni izidi, kaj so možne alternative, vzpostavljanjem solidarnosti povezav,
Torej spet ne neka klasična sintagma odpiranja zavese, odstiranja tančice prihodnosti, ampak mogoče bolj razmislek o tem, kaj je sploh možno, pa kako samega sebe pozicionirati znotraj tega sveta, pa obstajajo tudi drugi, s katerimi se lahko povežemo v tem času. Tema prihodnosti pa mogoče na en humoren način prihaja v festival kot špekulacija, kot šloganje, kot orakelj. Organizatorke posebej omenjajo iranskega ustvarjalca Armina Hokmija, ki bo v svoji repetitivni sodobno plesni predstavi Širaz tematiziral istoimenski gledališki festival ter glasbo, film in ples v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja v Iranu. Mojca Jug, selektorica gledališkega programa, omenja še predstavo Intimno branje oraklja. Aline Olmos-Teller je ena teh umetnic, ki spada v kontingent mladih, ampak spada tudi v neko kontinuiteto in skrb, ker spoznali smo jo že nekaj let nazaj na nekem festivalu kot producentko ali pomočnico producentke, potem se je čez nekaj let vrnila na festival Mladi levi kot obiskovalka ali pa pač mlada umetnica z tega področja in zdaj spet, ne vem, 3., 4. leto pa prihaja nazaj z svojim projektom in to so meni najlepše zgodbe. Čeprav festival Mladi levi nikoli ne predstavlja teme, ki bi delovala kot kuratorsko vodilo in rdeča nit festivala, je Mojca Jug pojasnila, da je program še vedno zasnovan celostno in da se predstave vendarle povezujejo med seboj. Radi bi se izognili, da so predstave padajo ena druga. Mislim, nekako se mora vse povezovati. In meni se zdi, da zmeraj na koncu, ko pogledamo, letos sploh čutimo tak močen preplet vsega. Mislim, da je tudi ful velik količina slovenskih umetnikov in da je tak in ravno teh, s katerimi že delimo neko zgodovino in je lepo, da se spet vključajo še tudi skozi program Mladih levov. Poleg gledaliških in plesnih predstav se bo na festivalu mogoče udeležiti tudi performativnega sprehoda. Na straniščih stare mestne elektrarne boste lahko obiskali instalacijo, na voljo pa bodo tudi medgeneracijska plesna delavnica in 2 tako imenovani debatni kafani z nastopajočimi umetniki. Selektorica gledališkega programa Klara Drnovšek-Solina bo povedala še nekaj o mladih ustvarjalcih letošnjega festivala. Letos je na festivalu precej predstav mladih umetnic in umetnikov, deloma kot spogledovanje Mladih levov s svojimi začetki, ko so v 90-ih izšli iz gostovalne mreže Junge Hunde, namenjene mladim umetnicam in umetnikom, po drugi strani pa tudi kot neka želja po skrbi, po tem, da predstavimo deloma tudi slovenske umetnice in umetnike, ki so zdaj študirali zunaj in v mednarodnem ali pa tujem kontekstu ustvarili predstave, da jih pač predstavimo ponovno v domačem okolju, domači publiki, ki jih poznajo z drugih predstav. Tu bi izpostavila predstavo Je radost Aljoše Lovriča Krapeža in predstavo 3. julij 1998 Nič nikoli zares ne umre Filipa Mramorja, oba najbrž v slovenskem kontekstu poznana tudi kot člana Počemučke. Mladi levi letos gostijo tudi tehno-burlesko Tatovi podob kolektiva The Feminals, ki letos praznuje 100. izdajo. Festival, ki bo tokrat še bolj trajnostno in ekološko naravnan, pa se bo končal 30. avgusta. Poti do prevodov in izdajanja knjig so nepredvidljive. Iskanju teh poti zunaj naših meja je bil namenjen 15. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti. Udeležilo se ga je 12 prevajalk in prevajalcev iz 11 držav, ki so v Ljubljani in Mariboru krepili prevajalske veščine ter spoznavali slovensko knjižno okolje. Seminar organizira Javna agencija za knjigo v sodelovanju z Društvom slovenskih književnih prevajalcev. Aleksander Čobec. Slovenske knjige pogosto najdejo pot v druge države preko tujih prevajalcev. S poznavanjem tujega knjižnega trga prevajalci običajno vedo, kaj bi lahko bilo zanimivo za tamkajšnje bralce. V predalu imajo vzorčen prevod knjige, ki ga ponudijo založniku ob pravem trenutku. Tako niso samo prevajalci, ampak literarni posredniki, ki poskrbijo tudi za promocijo. In mednarodni prevajalski seminar je namenjen utrjevanju vsega, kar je pač potrebno, da pride do naročila za prevod. Predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev Tanja Petrič. Zdaj, kar lahko dejansko na seminarjih damo na pot našim udeležencem, so pravzaprav te strategije, kako predstaviti knjigo, kako
kaj pravzaprav mora, kakšne veščine rabi prevajalec, poleg tega, da seveda obvlada jezik, pač ve, kako funkcionira, literarni prevod, da ima te prevajalske sposobnosti, kakšne veščine potrebuje, Potrebuje seveda tudi veliko znanja svojega lastnega knjižnega trga v njegovem ciljnem jeziku. Druga stvar, seveda, kako napisati tako imenovan book proposal, torej pač nek namig za knjigo, ki je pač sestavljen z nekih določenih elementov, in predstavitve avtorja, vzorčnega prevoda, velikokrat je pomembno, ali je neka določena knjiga že prodana v neke določene države, skratka, to so ene take strategije promocije knjižnih predlogov, ki dostikrat založnike pritegnejo. In tudi na kak način recimo napisati nek tekst, kako napisati sinopsis o neki knjigi, da bo takoj vzbudila neko zanimanje. To so že v bistvu napol novinarske, PR-ovske strategije, s katerimi se morajo tudi prevajalci žal pogosto neplačano ukvarjati, ker predno sploh dobijo to možnost, zdaj dobro, nekateri večji trgi imajo agente za to, ampak ti agenti zelo slabo delujejo recimo za manjše jezike, ampak velikokrat pa so prav prevajalci iz slovenščine tisti hkrati tudi, poleg prevajalcev so tudi literarni agenti, in delujejo kot literarni posredniki. Tako da imajo kar veliko nalog in kar veliko bremena nosijo, za to, da se slovenske knjige prevajajo v tuje jezike. Letos so z javnim razpisom izbrali 12 prevajalk in prevajalcev iz 11 držav, ki slovenščino obvladajo na visoki ravni in so kot prevajalci že naredili prve korake. In sicer so tukaj prevajalci Slovaške, Nemčije, Poljske, Španije, Belgije, Češke, Romunije, Bolgarije, Francije in Ukrajine. Moram reči, da je recimo Belgija letos prvič zastopana, kar me zelo veseli in vedno znova me veseli, da nekako kljub temu, da ta seminar obstaja že 15 let, dobivamo nove prevajalce in mlajše prevajalske glasove ali pa tudi prevajalce, ki mogoče niso po starosti zdaj mlajša generacija, ampak so se na nek način sredi svoje kariere poklicne odločili, da se bodo posvetili književnemu prevajanju iz slovenščine. Kako to, da ste izbrali ravno ukrajinsko prevajalko, ali je na vašo odločitev vplivala vojna v Ukrajini? Udeleženci na seminarju se prijavijo preko razpisa, tako da se je ukrajinska udeleženka Julija Stankevič v bistvu prijavila kot vsi ostali udeleženci in je bila izbrana na podlagi svojih referenc, prevaja iz slovenščine, torej v ukrajinščino, in ima tudi že nekaj izkušenj na začetku svoje prevajalske poti, tako da ni neposredno zdaj dejstvo vojne vplivalo na to, da je bila izbrana. Je pa pravzaprav druga ukrajinska prevajalka, ki se je udeležila naših seminarjev. Prva je Marjana Klimec, ki je bila, mislim, da večkrat 2 ali 3krat je bila udeleženka. Tako da imamo očitno tudi podmladek v prevajalcih v ukrajinščino, čeprav seveda gre za izjemno žalostno vojno zgodbo in sem vesela, da se je lahko kolegica udeležila letošnjega seminarja. Udeleženke in udeleženci so na delavnicah utrjevali prevajalske veščine ob izbranih odlomkih iz romana In če vsi pozabijo Selme Skenderović, esejev Živalsko mesto Mance Garenko ter romana O vinu, kozah in drugih prevarah Borisa Kolarja. In zakaj so bili izbrani ravno odlomki iz teh del? To so zgodbe, ki so pač zdaj trenutno ali pa že dlje časa, recimo v slovenskem prostoru, v slovenski literaturi aktualne, dobro napisane in hkrati ponujajo veliko prevajalsko zahtevnih mest, o katerih lahko mentorji recimo govorijo, ki jih lahko potem z prevajalci izdelujejo, ker namreč dostikrat se zgodi, da je mogoče kakšen tekst ali pa večkrat se zgodi, da je kakšen tekst
dobro vsebinsko zasnovan, ampak mogoče ni tako jezikovno kompleksen, ne? In tudi za prevajalske delavnice potem dejansko ni veliko materijala, s katerim bi potem lahko nek mentor delal. In jaz mislim, da je to spet eno od gledišč ali pa eno od smernic, da so teksti tudi dovolj kompleksni recimo za debatiranje na delavnicah, za izdelovanje končnih prevodov, ker namreč vsi prevajalci morajo pa pred tem oddati delovne verzije prevodov, ki se potem v sklopu teh 4-urnih dnevnih seminarjev izdelujejo, pilijo, ne? In na teh delavnicah se potem pogovarjajo o konkretnih prevajalskih orehih, o konkretnih mestih, o konkretnih prevajalskih rešitvah. Na okroglih mizah pa so iskali odgovore na vprašanja, kaj lahko prevajalci naredijo za prevode, spoznavali sodobno priseljensko književnost v Sloveniji in najnovejše trende v slovenski književnosti. Na literarnih večerih pa so se srečali z avtorji izbranih del. Na otvoritvenem je bila gostja tudi italijanska pisateljica Natalija Ginzburg, dobitnica italijanske literarne nagrade Strega. V četrtek so v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Ljubljani odprli občasno fotografsko razstavo z naslovom S fotoaparatom od Galicije do Tirolske 1914-1918. Gre za izbor iz zapuščine Stanka Oražma, rezervnega častnika avstro-ogrske vojske v Prvi svetovni vojni. Z avtorjem razstave, muzejskim svetnikom Markom Štepcem, se je pogovarjal Goran Tenze. Kdo je bil Stanko Oražem, ki je preminil leta 1965, rodil pa se je leta 1887, Marko Štepec? Poročnik, pozneje od leta 1915 naprej nadporočnik Stanko Izobražen, je bil tehnično izobražen, srednja šola v Gradcu, višja elektrotehnična šola, in seveda, ko se je začela vojna, je že takoj bil upoklican. In zaradi tehnične stroke seveda so mu bile dodeljene te tehnične službe, najprej vodenje nekega bencinskega depoja, armadnega in potem seveda avtokolone. Zdaj, to so bile različne transportne kolone. V obdobju leta 17 recimo je on bil kot nadporočnik odgovoren v bistvu za 240 vozil, to pomeni dovažanje, preskrbovanje v bistvu z prve bojne črte. In v tistih zahtevno delo in v teh trenutkih prostega časa je pa to svojo refleksijo vojne, svojo dokumentacijo vojne seveda delal s fotoaparatom. To je izredno zanimivo. Zanimivo je to, da fotografije njegove so fotografsko, tehnično, vsej en večji del teh fotografij zelo kvalitetne, v nekaterih seveda, kar je posebej upozoril njegov vnuk, ki se je sicer tudi sam znanstveno raziskovalno ukvarjal s fotografijo, je pa videl celo ta osebno izpovedni potencial, kar pomeni, da mi smo takrat potem, ko smo prvič že to razstavili, smo večkrat opozorili, da imajo njegove fotografije v marsikaterem elementu podobno funkcijo, kot jo imajo dnevniki, ki so jih pisali vojakov. To pomeni način premagovanja vojne in tako naprej. S to razstavo, ki bo odprta do konca prihodnjega meseca septembra, muzej obeležuje 110 let od začetka bojev na Soški fronti, ki letos sovpada s 60. obletnico smrti avtorja fotografij. Muzeju jih je podaril magister Vito Oražem, njegov vnuk, ki sicer že dlje časa živi in ustvarja v Nemčiji in je bil navzoč tudi na otvoritvi. Kaj bo videti na razstavi fotografij njegovega deda? Gre seveda za izbor 24 fotografij, od skupaj skoraj 500, prek 440 fotografij, ki nam jih je magister Vito Oražem podaril v 2 donacijah. Pravzaprav z Vitom Oražmom smo se srečali ravno zaradi teh fotografskih albumov. Je upozoril na njih, ker so bili ti albumi tako kot fotograf povsem neznani. Šlo je za 8 fotografskih albumov, negativi na steklenih ploščah so bili uničeni, to pomeni, da vse fotografije so to bili edini originali. Bil je čas ob 100-letnicah začetka Prve svetovne vojne 2014. Mi smo takrat pripravljali eno razstavo z naslovom Po Matičiču, take vojne si nismo predstavljali, in ko smo te fotografije
videli, ko smo dobili to čast, da smo si jih lahko pogledali, smo bili pravzaprav povsem navdušeni, ker pravzaprav mi v naši fotografski zbirki imamo obsežen fond fotografij, ampak en velik del fotografij so ali amaterske fotografije neznanih avtorjev, del je, bom rekel, uradnih albumov z znanimi fotografi in tako naprej, ampak imeti pa v rokah fotografije slovenskega fotografa, ki je ohranil bogato zapuščino osebnih predmetov in pa fotografij, ki so pravzaprav povsem neznane in so bile takrat prvič predstavljene javnosti, je pa pravzaprav izreden dogodek bil. Ko je oficir Avstro-Ogrske vojske Stanko Oražem poveljeval dokaj velikim motoriziranim enotam vojske, nemara ni imel časa za fotografiranje. Ko pa ga je med bitkami našel, pa je, kot je povedal Marko Štepec, in v teh trenutkih prostega časa je pa to svojo refleksijo vojne, svojo dokumentacijo vojne seveda delal s fotoaparatom. To je izredno zanimivo. Zanimivo je to, da fotografije njegove so fotografsko, tehnično, vsej en večji del teh fotografij zelo kvalitetne, v nekaterih seveda, kar je posebej upozoril njegov vnuk, ki se je sicer tudi sam, bom rekel, znanstveno raziskovalno ukvarjal s fotografijo, je pa videl celo ta osebno izpovedni potencial, kar pomeni, da mi smo takrat potem, ko smo prvič že to razstavili, smo večkrat opozorili, da imajo njegove fotografije v marsikaterem elementu podobno funkcijo, kot jo imajo dnevniki, ki so jih pisali vojakov. To pomeni način premagovanja vojne in tako naprej. Gre pa seveda za ozek izbor, v tem primeru 24 fotografij. Možni so povsem različni izbori. Tudi po tej naši prvi razstavi leta 2014 je bila v sodelovanju Marine Gradišnik, muzeja Ribnica in Vita Oražma narejena razstava, ki je na njegove fotografije, na te iste fotografije pogledala skozi malo drugačne perspektive. Naslovljena je bila skozi oči častnika, skozi oči inženirja in skozi oči turista. In tukaj znotraj tega je zajet cel ta razpon njegove fotografske dediščine. Mi smo pa tokrat izbrali pravzaprav do sedaj manjkrat opažen pogled Stanka Oražma kot vojnega kronista, kot popotnika skozi vojno. En velik del teh fotografij še zdaj ni znan javnosti. To so bili vedno samo te izbori po teh ključih, ki sem jih omenil. Glavnina še vedno ni v celoti predstavljena in na tej naši razstavi smo pa nekaj takšnih biserčkov dali. In eden od teh biserčkov je prav gotovo današnji Prešernov trg takratni Mariji in ta pogled na množico, ki je segala od Bavarskega do Kongresnega trga. Pogled na Čopovo, ki je seveda avtorstvo Stanka Oražma in je tokrat prvič javno predstavljena. Zdaj, seveda, teh 24 fotografij na razstavi so zgledne velikosti za pogled. Izvirniki so pa izjemno majhni za današnje razmere, recimo, čeprav recimo mogoče reda velikosti telefonskih ekrančkov. Ja, seveda. Tu je bila celo dilema. Mi smo leta 2014 v enem okvirju predstavili kar originale, poleg nekaj povečav. Tokrat smo se seveda odločili, da bomo šli v ta klasični 50x70 format povečave, torej kopije, zaradi tega, da se na teh fotografijah lahko vidijo tudi razni drobni detajli. Originali so različni, nekje od 5,3x8,4 formata do največji so tam do 15:10, 13:18, ampak te so izjemni, teh je le nekaj, kaj večinoma gre pa za majhne 5,3x8. Vsekakor razstava z redkim vpogledom v znova obujen interes razumevanja ljudi v času prvega svetovnega spopada v Evropi. Do zadnje septembrske nedelje v Cekidovem gradu, poleg Hale Tivoli v glavnem mestu. V galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki je od srede maja na ogled razstava slikarskih del Iva Prančiča, umetnika, ki že od sredine 80. let minulega stoletja razvija samo svojo ekspresivno slikarsko poetiko, pogosto v tehniki kolaža in z uporabo temačne barvne lestvice.
Razstavo je kuriral Miha Colner, njen naslov pa je Pregledna razstava, s čimer je avtor želel nakazati, da gre za celovit prikaz njegovega obsežnega slikarskega dela. Z avtorjem Ivom Prančičem se je pogovarjala Aleksandra Saška Gruden. Ivo Prančič, leta 1999 ste v prostoru nekdanje samostanske cerkve v Kostanjevici že pripravili odmevno razstavo, torej prostor vam je na nek način poznan, pa vendar je šlo tokrat za čisto drugačno postavitev, drugačen prostor in drugačen koncept. Na kak način ste torej naseljevali prostor, ali ste snovali razstavo kronološko ali tematsko? Kako je to potekalo? No, tematika sama je pregledna razstava. Zdaj, kronologije se pa nisem držal, zaradi pač specifičnosti dvoran in formatov. Tako da ni šlo v nekem zaporedju let, ampak dobro, to je mogoče, koga bi lahko mogoče zbegalo. Ne? Zakaj potem v predzadnji dvorani stvari iz 90-ih let. Ne? Tako da, ampak dobro, no, sej pač tudi tam so napisi gore, se mogoče človek lahko znajde tudi na ta način. Na koncev sem pa, moram reči, da sem zadovoljen z razstavo. Bil sem skeptičen zaradi specifike prostorov, zaradi parketa, zaradi osvetlitve, zaradi višine stropov. Jaz imam rad White Cube. Ne. Zakaj? Zato, ker White Cube je najbolj surov prostor za gledanje artefaktov. Ne. Nič ne moti, soočen si samo z artefaktom in sabo. Ne. In ne glede na to, da so White Cube že zmerjali, ne, pa pošiljali v zgodovino, ampak mislim, da bo še bela kocka kar nekaj časa reprezentativna oblika razstavljanja. Ne. Je pa seveda vsi prostori so tudi alternativni, ki omogočajo pač drugače prijeme, postopke, legitimni, seveda, brez problema. Ne. Kustos je Miha Colner, kako sta z njim sodelovala? On je imel tukaj besedo ali sta to čisto v dialogu? Na kak način? Ja, v glavnem sem jaz bil tist, ki je se selekcioniral dela, pač to sam najboljše poznam. Ne? Zdaj tudi, če bi pristopil meni pokojni Harald Zeman, guru kuratorstva na svetu, bi rekel, hvala lepo, bom jaz to sam naredil, ker najbolj zaupam sebi. Ne. In s tem pa tudi nosim soodgovornost. No. Za vami je več kot 40 let ustvarjanja in vaša slikarska praksa je prešla številne faze, bi lahko rekli. Stalnica je pa raziskovanje procesa slikanja oziroma ateljejsko delo. Zdaj, kustos Miha Colner te faze poimenuje kot neke male ali mehke premike, prehode. Kako vi vidite oziroma dojemate te faze v svojem ustvarjanju, kaj jih zaznamuje, po čem se razlikujejo? Ja, razlike so očitne, ne, da če bi imeli pred sabo dela iz 80-ih let, pa zdaj zadnja dela. To je pač, kako bi rekel, eno kopanje po sebi. Ne. Jaz se nisem nikoli zadovoljil potem z nekim obdobjem, ko sem prišel do enega trenutka, ker nisem več imel kaj s tem zapovedati. Me je gnalo potem naprej, ampak vse na osnovi tistega prejšnjega dela. Tako da se to, te mehki prelivi, nikoli pač nisem, kako bi rekel, zamenjal stranke, ne, politične, but something completely different. Ne. Vse je imelo neko svojo osnovo. In potem nadaljevanje, približno mi je nekje med 8 do 10 let, no, sem gotovo, da so bili ti ciklusi pri meni. Ne. Pač ustvarjalna žila te vleče, da raziskuješ po sebi, dokje lahko sežeš. Ne. To me zanima, medij me zanima, ne. Slikarski medij in tudi kot sporočilo. Medij. Medij kot sporočilo. Ja. Pa vendar puščate tukaj neko svobodo prav gledalcu, da on iz tega razbira. To je tako, Zdaj, abstraktna podoba ne nagovarja eksplicitno, direktno, indirektno, ne? Ampak to so pač druga valovanja med gledalcem in podobo. Tako da tle nekateri se znajdejo, nekateri so obrnejo stran, ampak nima veze. Ne? Prisotnosti je figuralike, recimo pri meni od samega začetka, od akademije naprej. Čeprav moram reči, da sem bil strasten risar, hotel sem obvladati akademsko renesančno risbo do obisti, ampak
ko smo začeli slikati, ko smo začeli porabljati barve, sploh se nisem predstavljal, ne vem pravzaprav zakaj, da bi slikal figuro. Neki drugačni prostori so me zanimali, neke uganke, enigme, kot imam eno sliko, ko sta najvice z naslovom Vulva dentata. So neke globine, ki te vabijo, privlačijo, ne, tiste temine raziskuješ, pa te pa lahko tudi izplune ven, ne, te zgrize vulva dentata, te splune. Ni pa nujno. Ne. Pregledno razstavo Iva Prančiča si je v galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki mogoče ogledati še danes in jutri. To je bila Kulturna panorama. Prispevke, ki ste jih slišali, so pripravili Irena Kodrič-Cizrl, Tina Poglajen, Ana Lorger, Maja Žvokelj, Urška Savič, Aleksander Čobec, Goran Tenze in Aleksandra Saška Gruden. Brali so Jure Franko, Aleksandar Golja in Maja Mol. Glasbo je izbrala Tina Ogrin, oddajo je posnel Vjekoslav Mikes, uredila in vodila pa Staša Grahek. Kulturna panorama je dostopna tudi na spletnih straneh Arsa in RTV 365 ter v aplikacijah za podcaste.